Pozdravljeni! Kot dobro veste, pred nekaj dnevi sem dobil edinstveno priložnost, da se preizkusim tudi v pravem komentiranju v živo. Mnogi izmed vas ste me prosili, da o tem tudi kaj povem. In danes smo tu zato. Najprej bi rad poudaril, da je to tudi zame osebno enkratna priložnost. Enkratna priložnost, da sem lahko spoznal deloma, kako stvari delujejo od znotraj. Seveda, od doma je čisto drugačen svet in tu upam, da se vsi z menoj strinjate. Ne bomo razglabljali o tem, kako sem lahko komu všeč in drugemu manj. To sploh ni pomembno. Jaz sem jaz. In treba je razumeti, zakaj se je sploh začela ta pustolovščina kanala Badger's Way. Namreč, kot je dobro znano, sem človek, kateri ne odstopa pogosto od svojih stališč. Ko sem videl v določenih medijih, da se išče senzacionalizem in ne razlag ter tehtnega razmisleka, sem odšel svojo pot. Meni osebno ni bistvo Formule 1 to, da se dobesedno navaja tiste tuje vire, brez razmisleka, brez neke dodane vrednosti. A jaz sem jaz, zato sem se tako odločil. Sedaj je pa treba, da malce razložim, kako se je ta zgodba sploh začela. Niti ne toliko časa nazaj. Marsikdo izmed vas si bo mislil, da sem se dobesedno sam ponudil sportklubu kot nekdo, ki si misli, da nekaj ve. Za razliko od mnogih sem sam do sebe izjemno kritičen in nisem tak karakter, da bi se nekomu dobesedno vsiljeval. A mnogi dnevni gledalci mojih prispevkov so že takrat v meni videli določen potencial. Brez da bi sploh povedali, so začeli pisati maile in odgovorne opozarjati name. Ko sem sam to izvedel, sem bil že v neki situaciji, ko so drugi naredili korak namesto mene. In ko sem videl tisto zaupanje, ki ga drugi imajo v moje sposobnosti, sem se čutil dolžnega nadaljevati. In seveda tudi odgovorni pri sportklubu so opazili moje vsebine. Verjetno so tudi oni v meni videli določen potencial, drugače me ne bi poklicali. Seveda, potencial kot tak še ne pomeni nič in tega se dobro zavedam. A tu bi rad izkoristil priložnost ter se zahvalil Mihi Penku ter Ivu Milovanoviču za vse nasvete, ki sta mi jih dala in za vso potrpljenje, ki sta ga imela in verjetno katero bo še potrebno pri mojem skoraj izgubljenem primeru. Na sestanku vseh odgovornih sem bil določen kot tisti, ki bo to pustolovščino na sportklubu sploh začel. Namreč določili so mi prvi ter drugi prosti trening na veliki nagradi Bahreina. In priznati moram, da sem bil presenečen. A raje bi imel koga izkušenega ob sebi in tako, da ne bi bil pravzaprav sam v komentatorski kabini. Čisto drugačen svet od tega, ki ga vidite tu na mojem kanalu. Tu, če se zmotim, lahko ustavim in ponovno posnamem določen del, kar se pogosto kar dogaja, kot vam je verjetno jasno. A tam ne, tam gre zares, tam gre v živo. In verjetno marsikdo izmed vas lahko razume, da okolikor si v nekem tujem okolju, kjer pravzaprav še nikoli se nisi preizkušal z razno tehnologijo, je vse prej kot prijetno. Vseeno, prišel je tisti znani petek. In sam sem bil seveda rahlo napet in pripravljen, verjetno še preveč pripravljen za začetek moje pustolovščine. Kako sem se počutil?
z besedami izjemno težko pravilno izrazim svoje občutke, a mislim, da vam bo ta posnetek do konca pojasnil, kaj se je dogajalo v meni. Seveda v komentatorski kabini je vse temno, pred seboj imaš dva ekrana, na enemu vidiš tisti mednarodni signal, na drugemu je pač v živo, kar prenaša televizija. Možnost sem imel tudi računalnika, kjer sem si naložil stran z časi posameznih voznikov, zapiski so bili pripravljeni, vse ostalo je bilo pa na meni. In marsikdo si lahko sedaj predstavlja, kakšna napetost je bila v tistih minutah, ko nisem vedel kaj, ali bom sploh sposoben spregovoriti ali ne. Ko je prišel trenutek resnice, sem se skušal čim bolj držati navodil, ki sem jih dobil. Moj govor naj bi bil čim bolj pravilen, vsaj tako sem se trudil. Skušal sem napraviti vse po svojih najboljših močeh, čeprav bo kdo rekel, da moj trud ni bil viden, a na koncu mislim, da sem zadevo dokaj solidno, recimo temu zadostno speljal. Seveda, da se boljše, zmeraj nihče ni popoln, a po drugi strani sem si zmeraj želel biti edinstven. Ne posnemati nekoga drugega, kateri je bil v preteklosti mogoče večini navdušencev všeč. Bolje biti original, čeprav si tako všeč manj ljudem, kot samo neka slaba kopija nekoga znanega. In upam, da me razumete. Po prvem prostem treningu sta sledili 2,5 ure priprav na drugega. In tu na drugem prostem treningu je bilo prvič že malce več dogajanja v živo. Za malenkost, ampak mislim, da samo malenkost sem se tudi sprostil in tudi v tistem prenosu sem imel presenečenje. Namreč nekje na sredini mi je prvo odpovedal oni ekran, ki kaže sliko v živo, in nato še možni. Ne vem sicer, za koliko časa sem bil pravzaprav brez informacij, meni osebno se je zdelo izjemno dolgo, čeprav v resnici je lahko šlo samo za 10 ali 20 sekund. A ni važno, bil sem pripravljen, imel sem zapisane anekdote in zgodbice, katere sem na hitro preletel in tako prebrodil tisti trenutek, ki bi lahko uničil prenos. Seveda, zadeva še daleč od tega, da bi bila popolna, kot sem že povedal. A sam pri sebi sem se počutil nekako tako kot oni, ki popravi svoj osebni rekord, a je na tekmovanju še zmeraj tam okrog 150. mesta. Seveda, po eni strani zadovoljen, po drugi strani pa še z veliko dvomi in vprašanji, kako se izboljšati v prihodnosti. A na koncu ta moja izkušnja mi je dala tudi fantastično zavest, da življenje so dirke. Karkoli se zgodi pred ali po njih, je samo čakanje. In tako bi rad ta prispevek tudi zaključil. Vsem vam pa hvala za vašo podporo, za vaše lepe želje, ki ste mi jih nekateri poslali tudi na dan pred mojim debijem in seveda nasvidenje v naslednjih prispevkih.